Ja, hvala lepa na to vprašanje. Računsko sodišče, kot je povedal tudi predsednik Računskega sodišča, je v zadnjih letih še posebno pozornost namenilo številnim tistim segmentom, ki jih pokriva naš resor. Mi tega niti ne komentiramo, to je njihova pristojnost. Lahko pa rečem, da smo bili deležni v zadnjih 2 letih več kot 15 revizij, 19 revizij različnih segmentov našega delovanja. Jaz osebno in moji kolegi respektirajo in v celoti spoštujejo, jaz bi rekel, institucijo Računskega sodišča. Kot rečeno, še posebej v času priprav na predsedovanje in ob njem nam je to pomenilo dodatno obveznost, ki smo jo poskušali v najboljši meri tudi pokriti. Tudi tukaj gre za zelo obsežne, bi rekel, pisne dokumente, pojasnjevanja, ki so zelo detaljna, gredo od primera do primera. Tako da razumljivo je, da je področje okolja in prostora, energetike, dimnikarstva, podnebnih sprememb, voda, komunalnih storitev, popotresne obnove in ostalih tudi prišlo pod dobrogled Računskega sodišča in tudi Računsko sodišče ima pomembni instrument, ki se mu reče, da tudi lahko svetuje in na koncu predlaga neke rešitve. Včasih se je pa zgodilo, da so se naši strokovnjaki in moji najožji sodelavci tudi, da je prišlo do konceptualno različnih pogledov na neko vprašanje. Kajti Računsko sodišče je zelo pogumno v svojih mnenjih tudi šlo v samo interpretacijo nekaterih zakonskih določb ali pa vladnih uredb. Mi smo pojasnjevali svoje, stališče Računskega sodišča je bilo pa tako, kot je bilo in na koncu seveda obvelja pa njihova odločitev. Mi jo spoštujemo. Tudi znani primer, ki se je dotikal širšega področja cen in določanja komunalnih storitev za področje odvajanja in čiščenja odpadnih voda in še posebej odpadkov, se je končalo tako, da smo na normativni ravni tako rekoč pokrili celotno področje, tudi za zakoni. Jaz lahko rečem, da je šlo za zatečeno stanje iz leta 2003, ki se je potem nadaljevalo leta 2005 in smo ga potem pričeli spreminjati in sedaj, jaz mislim, da je tudi na normativni ravni s posebnim pravilnikom, ki določa cene komunalnih storitev in je bil sprejet v prejšnjem mesecu, se je tudi na nek način uspešno zaključilo.